First and foremost, we must triple the speed of the shift to renewable energy. And that means moving investments and subsidies from fossil fuels to renewables now. It means protecting forests and ecosystems as powerful climate solutions. Z novo novelo pa vlada iz postopkov pridobivanja gradbenih dovoljenj izriva okoljevarstvenike. S tem zakonom, sprejetim čez noč, boste nedvomno zmanjšali raven zaščite okolja v Sloveniji, ne? Poslanci so obravnavali tudi spremembe zakona o ohranjanju narave, ki omejujejo vlogo nevladnih organizacij v uradnih postopkih. Bo s tem zeleni biser, kot radi imenujemo Slovenijo, res prepuščen na milost in nemilost kapitalu? Zgodovinsko vladno sprostitev cen goriv je zasenčil okoljski minister Andrej Vizjak, in to s pomladanskim nakupom delnic Petrola, katerih vrednost se je danes dvignila tudi za 7%, kar mu je prineslo okoli 9500 evrov zaslužka. Članice bodo denar lahko dobile le na podlagi nacionalnih načrtov za okrevanje. Neuradno pa se je za slovenski osnutek načrta izvedelo, da mu še precej manjka, da bi zadovoljil kriterije, ki so predpisani. Bo čista pitna voda še naša ustavna pravica? Nevladne organizacije, okoljevarstveniki in strokovnjaki vlado pozivajo k umiku novele zakona o vodah. Opozarjajo predvsem na dve sporni določili. Prvo omogoča proizvodne obrate z nevarnimi snovmi in vzpostavitev odlagališč odpadkov na vodovarstvenih območjih, drugo pa posege na najožjih vodnih in priobalnih pasovih. Ministrstvo za infrastrukturo je podjetju Gen Energija izdalo energetsko dovoljenje za drugi blok jedrske elektrarne Krško. Tudi uradno država bo velenjski premogovnik zaprla čez 12 let, torej leta 2033. Za zakon je glasovalo 13,51%, proti pa 86,49%.